Danes sem se vrnil iz Paname, kjer sem preživel 3 krasne tedne, predvsem je pa za mano ena zelo močna notranja izkušnja. Preden smo šli na samo romanje z mladimi v Panamo, smo organizirali eno večje srečanje, mednarodno srečanje mladih, za katerega smo potrebovali eno lepo število prostovoljcev. In ti so prišli iz Nikaragve, iz Kostarike in iz Brazilije. In jaz sem tam z njimi preživel pravzaprav 2 cela tedna, ker smo mogli pripraviti dogodek in tako naprej. Stanovali smo v lokalni šoli, spali v učilnicah in se hodili tuširati v telovadnico. Tam sta bila 2 tuša, en za fante, en za punce. No, in tuš je izgledal tako, da je iz stene štrlela ena cev in na tej cevi si odprl vodo, pritekla je mrzla voda in potem si jo zaprl. In tako vsak dan. In jaz vem, da po kakšnem tednu dni sem si mislil, prav jezen sem bil. Mislil sem si, pa pismo, zakaj se moram jaz tlele non-stop s to mrzlo vodo tuširati, A ne bi mogel najti tega vročega tuša, da bi vsaj enkrat malo užival pod tušem. Na drugi strani pa v celih 2 tednih nisem srečal enkrat enega mladega človeka, ki bi karkoli rekel glede mrzlih tušev, ki bi se na kakršenkoli način pritoževal glede tega. Enkrat. Druga stvar je bila pa seveda hrana. Tam smo dobili vsak dan riž, zmeraj je bil na krožniku riž, zraven pa še nekaj. In po parih dneh sem imel iz tega riža dosti in sem si mislil, dajmo še kaj drugega jesti, kakor sam ta riž, To je dolgca, dajmo en šnicl ali pa kaj podobnega. Na drugi strani pa spet, ni bilo enega mladega, ki bi imel karkoli zapovedati, ki bi na kakršenkoli način jamral glede hrane. In tako, v 2 tednih so mi mladi postavili ogledalo, kjer sem jaz zagledal svoj evropejski egoizem, ki se non-stop nekaj pritožuje, ki na vsakem koraku najde nekaj, zaradi česar bi lahko jamral. Prav zares. In rekel sem si, predvsem pa prihajam domov s to močno notranjo izkušnjo. Jaz kot prebivalec bogate države, kar pač pri nas smo, nimam pravice, enostavno nimam pravice, da bi nad stvarmi jamral. Nimam pravice. Pač pa, kar so me naučili oni, ki so v naših očeh ubogi, sprejmem situacijo v vsakem trenutku, na vsakem koraku, kakršna je, in rečem Bogu hvala za to situacijo. In jaz lahko rečem Bogu hvala za te, na nek način uboge mlade, ki so pa nad vse bogati in so mi dali nekaj, kar je neprecenljivo. In to je, da z veseljem sprejmem vsako situacijo, kakršnakoli je, in jo vzamem rekoč Bogu hvala.